Dobrodošli na 68. skupni mladinski dan. Zelo smo veseli, da nas danes spremljate in skupaj uživamo ta posebni dan. Posebni zaradi situacije, ampak ne zaradi tega manj važen. Letos smo bili prisiljeni marsikaj spremeniti, vendar so cilji ostali enaki. Biti povezani in ohranjati svoje navade, ne samo kot mladina, ampak tudi kot skupnost. Toda to smo storili z velikim navdušenjem, saj smo vedeli, da nam bodo letošnje delo pokazalo, kje stojimo in česa smo zmožni. Leto smo začeli s pripravo duhovnih vaj 14. in 15. marca. K sreči smo to lahko storili osebno in nas je spremljalo 20 mladih. Nekaj dni kasneje je bila razglašena karantena in naši načrti so se popolnoma spremenili. Kljub temu, da fizično nismo mogli biti skupaj, smo ostali blizu. Organizirali smo sestanke, pogovore, maše in prireditve, vse to virtualno. Poleg tega smo 3. oktobra z velikim trudom in s pomočjo avdiopristava organizirali 51. pevsko-glasbeni večer. Prejeli smo odlične kritike, kar nam je dalo veliko moči za naše bodoče delo. Vsi tisti, ki so nam pomagali, so nam pokazali, da nismo sami in da se toliko dela splača. Želimo tudi čestitati mladim vseh domov, ki so z velikim trudom in zavzetostjo še naprej pripravljali razne dejavnosti in kljub situaciji tudi odlične in zelo zanimive mladinske dneve. Končno je prišel skupni mladinski dan. Kot pravi beseda skupni, pomeni, da pripada vsem in vsi moramo delati kot skupina in ne vsak zase. Centralno mladino ne sestavljamo samo 5 ali 6 oseb, ki smo v odboru, ampak tudi vsak član mladine vseh domov. Sodelovati moramo med seboj, da dosežemo svoj cilj. Še naprej ohranjati vrednote, zaradi katerih smo lahko še danes skupaj in nam omogočajo, da tako nadaljujemo tudi po 68 letih. Končno bi se radi zahvalili vsem, ki nam zmerom brezpogojno priskočite na pomoč in ki nam vedno stojite ob strani in nas podpirate. Hvala lepa. Dobro, upam, da bo danes vse kratka, ker v 5 igra Boka. Viki, se že poslal link. Prosim, hitro se priključi. Hvala. Hola Vicky. Hola Tomi, kako je? Vse v redu. Kaj se je zgodilo, da se ti tako mudi? Nič, veš, sam da nisem hotel biti sam, ko začne seja. To. Mislim nekaj važnega. Aj, Tomi.
Samo to je bilo. Aj. Niko, Bueno, dajmo, dali smo zmagali. Zakaj si tako vlečen, Niko? Kaj, ti ni všeč? Kaj si je River, ti, Viki? Ja, ampak sedaj je bolj važna seja. Prosim, če se lahko prevlečeš. ni tako hudo. Ja, je. Dobro, Ja. upam, da bo danes dobra seja, ne? Ja, jaz tudi to. Ja. Samo zdaj moramo čakati, da se vsi priključijo in lahko začnemo. Ja. Dobro. Hola. Dobar dan, kako je? Dan. Hola. Hola. Vse v redu? Hola. 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 Dobro, smo že vsi? Lahko začnemo? Ja. Ja. V redu. Bueno, danes smo se dobili, ker smo pogovarjati o sledečih temah. 68. skupni mladinski dan, posprava Slovenske hiše in novi delegati za drugo leto. Ampak skupni mladinski dan ne pripravi samo centrala. V San Martinu prav gotovo ne bomo predstavili delegata. Začeli bomo z idejami za skupni mladinski dan, pa potem se bomo zmenili za delegate. V redu. Ne vem, kako lahko pomagamo. Že par let skupnega pripravlja samo mladina enega doma in centrale. Lansko leto ga je prevzela mladina iz Slomškovega doma. Ja, ampak veste, saj smo v posebnem letu. Mislili smo, da bi lahko zaradi pandemije malo tega zamenjali in se delegali vsi s domovi. Kakor včasih, pred leti. Kaj se vam zdi? Ja, me encanta. Mislim, da moramo vsi skupaj delati. Če ne, nima smisla, da se imenuje skupni, ne? Se vam zdi? Nimamo več idej. Jaz sem si že zamislila naš mladinski dan. Nimam več kreativnosti. Ne skrbi, imamo že nekaj časa. Če vsi skupaj delamo, bo lažje. Imamo že par idej. Miki, ti podam besedo. Čakaj, Miki, imaš ugasen mikrofon? Ay, oprostite, tam me slišite? Hola, hola. Da slišimo. Bueno, hola vsem, sem Miki. In dobro, mislili smo, da za kulturni program lahko pripravimo igro Sneguljčica 2.0. Seveda vse virtualno, ampak smo že pomislili na sceno, obleke, vloge, vse. Torej povem, kdo naj bi bili palčki. Palček Godrnjavček bo Nati Porožaj, Smeško bo Mile, Zaljubljenček bo Eri, Spanček bo Martin, Bistri bo Nacho, Mačeha Anika in Sneguljčica, dobro, jaz, obviamente. In Brinca ne bo, ker je leto 2020 in hay que modernizarse, así que... Sneguljče, Mirta! Kaj? Kaj je to? Maruča? Maruča? Mami, kaj delaš? Aj, to ni cumpleaños od Mirte, ¿verdad? In se ti zdi? Aj, oprostite, sem se zmotila disu. Ja, Aj. mami, pejt stran, hostjo, lahko klopiš. Pomagaj Ja, mi, da pomagaj ven. Aj, que vergüenza. ja, jaz že odklopim. Bueno, nadaljujemo. Dobro, glede Sneguljčice, jaz nočem biti Palček Godrnjavček. Ne, jaz tudi nočem tiste vloge. Kaj pa, če damo na YouTube kakšen star posnetek igre? Res se mi ne ljubi misliti in snemati vse nove verzije. Martin, nimate vi posnetek mladinskega dneva? Morda? Martin, si tam? Martin? Martin? Ja, tukaj sem. Ah, Kaj je bilo? ne, nič. Ne, mislim, da je ta ideja zelo komplicirana. Kaj, če organiziramo koreografijo in se vsak snema doma? Ampak to je skupni mladinski dan. Plese kar pustimo sanhuški mladini. Ja, raje pustimo to njim.
Hvala Bogu, da letos ni skupni v Ramosu. Sicer bi bili po kulturnem programu že vsi takoj doma. Vedno začnejo pospraviti, ko vsi še sedimo na vrtu. Bueno, vsaj mi nismo nikoli predstavili našega mladinskega dneva zaradi vremena. Para, to ni naša krivda. Uj, vedno isto, samo kregamo se. Po mojem mnenju mora kulturni program organizirati odbor centrale. Saj letos nismo imeli nič skupnega dela. Ja, imam prav. Sneguljčica. Dobro. Tišina prosim. Mir prosim. To ne gre ne naprej, ne nazaj. Moramo se organizirati. Kaj se vam zdi, če pomislimo, kaj nas pravzaprav vse veže? Anika, povej nam v eni besedi, kaj pomeni slovenska mladina zate? Samo v eni besedi? To je težko zame. Slovenska mladina je poroštvo vere, tradicije, družina, ohranjanje slovenskih korenin. Kulture, slovenske in argentinske. Zame šport s prijatelji. Ja, se strinjam. Tomi, se spomniš tistega leta, ko je San Justo padel plakat? Se spomnim, ja. Plakat? Tega se ne spomnim. Kaj je bilo? Ja, pred 3 ali 4 leti smo nameravali igrati igro med San Martinom in Slomškovim domom. Marko Medvešček je vadil pred igro in tako močno zabil žogo, da je zadel plakat in ta padel dol iz strehe. Ja, se spomnim. Morali so ga zopet pritrditi in popraviti, da se je igra začela. Če mene vprašaš, mladina je petje, skupnost je petje. Glejte, v Slomškovem domu, v našem domu, na pristavi, v Lanusu in v San Martinu imamo zbore. Tudi mi kot mladina uživamo, ko pojmo pri mladinskih mačah. Hej, mladina je tudi rast in potovanje v Slovenijo. Rast 46, najboljša. Že 2 leti je minilo od našega potovanja. Ko me Instagram spominja s slikami, postanem melankolična. Tudi jaz ne morem verjeti, kako hitro beži čas. Ampak v Slovenijo ne potujejo samo abiturienti. Potujejo tudi gledališke skupine in folklorne skupine, pevski zbori tudi. Mislim, da je bila letos v Sloveniji folklorna skupina Marior iz Karapačaja. Ja, sledila sem jih po Facebooku, ja. Torej, nas veže šport, petje, vera, družina, kultura, Slovenija. Najvažnejše smo pa pozabili. Mladina je prijateljstvo. Imaš prav, v slovenski skupnosti sem dobila dobre prijatelje. Zares pogrešam mladinske maše, mladinske delovanja, mladinske dneve. Se zavedate, da vsi delimo iste korenine, vrednote, ideale in da skupaj od tega lahko naredimo nekaj večjega? Mile ima prav. Težko je delo v organizaciji. Res pa je, da če se potrudimo, lahko pridemo do skupnega cilja. Ja, čeprav je 6 domov, iste ideale imamo in mišljenje o slovenstvu. Seveda, centrala, kakor jo kličemo, je združenje vse slovenske mladine v Argentini. Zato hočemo našo zamisel predstaviti na letošnjem mladinskem dnevu. In zato smo tudi pripravili novo verzijo mladinske himne. Če hočete, lahko delim ekran in jo skupaj poslušamo. Kaj se vam zdi? Ja. Krasno. Zelo
In kaj se vam je zdelo? Ne, krasno, lepo. Lepo. Super. Čestitam. Je krasno izpadlo. Ja. Vidite, smo svi naredili prvi korak. Če tako nadaljujemo, bo lažje organizirati skupni mladinski dan. Če ste za to, vam pošljem link drugi teden in začnemo pisati. Ja, v redu. Ja, v redu. Ker sem za to. Se mi zdi. Ja. Dobro, mladina, hvala za prisotnost. Se vidimo ali slišimo naslednji teden. Dobro. Krasno. Hvala. Čau, se vidimo. Čau. Sanje ukradlo je jutro novega dne. Prebuja se vse in tiho zarja že božja vrhi. Sonce na obraz mi nežno steguje roki. Z roso, ki drami cvetlice, si umijem oči. Čist zrak me zbudi, dolini vidim le smog, ki duši. Mesto pa še spi, zavito turobni megli. Rad bi vam poslal pozdrav z tih krajev, kjer živim. Žarke sonca v pismu bi poslal vam iz planin. Tej lepoti, ki narava v gorah jo ima. Človek najde mir in srečo svojega srca. Z delom in pismijo srečo z naravo delim. Živeti se učim in dneva novega se veselim. Kakor ptič živim, v tem gnezdu svoj svet si gradim. Rad bi vam poslal pozdrav z teh krajev, kjer živim. Žarke sonca v pismu bi poslal vam iz planin. Tej lepoti, ki narava v gorah jo ima. Človek najde mir in srečo svojega srca. Človek najde mir in srečo svojega srca.